Lepo pozdravljeni, gospod župan Franci Rokavec. Tečejo zadnji dnevi letošnjega leta, no nekaj je sicer še ostalo, ampak prav veliko pa več ne. Leto je bilo spet naporno, če takole rečeva, predvsem kar se tiče epidemioloških razmer. Veliko je bilo dela ukvarjeno s to nesrečno korono, ampak seveda tudi nič manj na ostalih dejavnostih, na ostalih projektih, ki ste jih tule na občini Litija kar smelo zastavili. Nekaj se že izvaja, nekaj se bo začelo izvajati, pa morda zdaj, če narediva takšen presek. Gospod župan, kakšno je bilo leto 2021? Ja, najprej lep pozdrav vam in spoštovanim gledalkam in gledalcem. Ja, zagotovo je bilo leto 2021 kar nadaljevanje leta 2020. Dejansko celo leto nam kroji usodo korona. Od začetka in skoraj do konca, mogoče nekaj predaha je bilo takrat v tem začetnem poletnem delu, ki je bilo zagotovo tudi zelo dobrodošlo, da je bil tak predah, ampak kljub vsemu bi lahko rekel, če smo že na začetku leta imeli ali videli eno lučko na koncu tunela z, se pravi, samim cepljenjem, ki je zagotovo, bi rekel, doprineslo k, se pravi, temu, da so vsi nadaljnji vali, ki so sledili, ali v začetku leta ali pa potem zdaj tukaj jeseni, le v končni fazi terjali manjši, bi rekel, davek, kot bi ga sicer, če ne bi bilo cepiva. Pa je zagotovo, lahko rečemo, še vedno to naše spopadanje z epidemijo in korono v dosti negotovih okvirih. Zagotovo kaže na to, da bomo mogli biti zelo vztrajni in dosledni do tega, da bomo na koncu premagali tudi to nadlogo, katero se soočamo v tem obdobju. Ampak jaz sem prepričan, da bo z skupnimi močmi in če bo vsak dal svoj, bi rekel, potreben delež v tem, bi rekel, prizadevanjih, da bo nam vsem skupaj tudi uspelo. Res pa je, da je dejansko tudi v letošnjem letu bilo izjemno veliko aktivnosti. Lahko bi rekel kljub vsemu, da je v letošnjem letu, ne glede na korono, da smo na nek način že znali poiskati več možnih, bi rekel, rešitev, kako tudi to, se pravi, družbeno dogajanje, življenje, kljub omejitvam poiskati določene rešitve. Mogoče najbolj v tistem obdobju, ko je bila epidemija oziroma ko je korona bistveno zmanjšala svoje učinke v poletnem času, pa tudi sicer. Tako da lahko smo bili v letošnjem letu recimo priča kar nekaterim izjemno, bi rekel, odmevnim dogodkom, pa tudi srečanjem, od recimo oglarskega tedna na Dolah, ki je bil zagotovo, bi rekel, izjemno obiskana prireditev, pa recimo potem festival Hvaležnost jeseni v Jevnici, ki je bil sicer že v jesenskem delu, ali pa recimo, se pravi, otvoritev parka osamosvojitve tukaj v Litiji, krasen dogodek sredi poletja. To so bili recimo in še kar nekaj takih dogodkov, kljub vsemu zelo obiskani, se pravi, dogodki, ki so dali, bi rekel, zagotovo poseben pečat, se pravi, vsem, predvsem pa organizatorjem pri prizadevanjih za, se pravi, najprej za izvedbo dogodkov, potem pa seveda tudi za, bi rekel, nadaljnje delo. Tukaj mislim, da je zelo pomembno, da so na nek način tudi predvsem kulturna društva, pa recimo športniki, pa humanitarni delavci in tako naprej, dobili en, bi rekel, potreben zagon pa svežega zraka k temu, da so na nek način njihova prizadevanja za to, da vztrajajo, bi rekel, na mestu in tudi eno potrditev za njihovo nadaljnje delo.
Občina je pa zagotovo v letošnjem letu imela zelo intenzivne okvire pri, se pravi, na investicijskem delu. Lahko rečem, da smo v letošnjem letu asfaltirali skupaj, se pravi, tudi na državnih cestah, približno okoli 15 km cest, kar je zagotovo eden izmed najvišjih, doseženih, investicijskih naložb v zadnjem obdobju. Potem je tukaj bila res, resen zalogaj gradnja novega nadomestnega vrtca Najdi-Hojca, ki lepo napreduje in bo v prihodnjem letu tudi zaključena investicija in predana svojemu namenu. Kolesarska povezava je zagotovo, globoko zarezala v samo investicijo, z dodatkom še približno skorajda 2 kilometrov proti Kresnicam, pa smo naredili zagotovo še dodaten smer, da bo ta povezava po desnem bregu reke Save čim prej poskušala dobiti svojo končno podobo. Na tej relaciji, se pravi med Kresnicami pa Litijo, pa zagotovo že v prihodnjem letu, tja do občinskega praznika, se bo tudi ta investicija zaključila. Potem je v letošnjem letu zaznamoval nas tudi rudnik Sitarjevec. Lahko zdaj ponudimo turistom ogled res tudi prečudovitih prostorov v, se pravi, daljših, se pravi približno 500 metrov dolgih skupaj z že prvim vhodnim rovom, se pravi rudniških rovov, ki dejansko res ponujajo tako limonitne kapnike in seveda druge mineralne, se pravi podobe samega rudnika, kakor tudi uredili do konca infrastrukturo pred samim rudnikom Sitarjevec. Potem smo v letošnjem letu imeli izjemno veliko, se pravi, dejavnosti na področju projektiranja. Pridobili smo gradbeno dovoljenje za zgradnjo nadomestnega objekta šole in pa vrtca v Hotiču. Potem smo v zaključni fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja že za kanalizacijo Kresnice, kot enega izmed ključnih projektov tudi v prihodnjem obdobju, ki bo zaznamovalo občino Litija. Pa tukaj so 4 vodovodni sistemi, za vodovod Leše smo gradbeno dovoljenje že dobili, vodovod Dole je tik pred izdajo in v zaključni fazi priprave DGD dokumentacije tudi druga faza vodovoda Mamol in pa Gobnik. Tako da potem je tukaj še kanalizacija Litija, vključno z Bregom in Tenetišem, tudi tukaj smo v zaključni fazi izdelave DGD-ja, tako da dejansko bi lahko ocenil, da je bilo letošnje leto na tem področju, se pravi tudi projektiranja, izjemno dinamično. Letošnje leto tudi ni minilo brez investicij na področju športa. Tukaj je letos bil predvsem glavni poudarek na končni ureditvi tako garderob kot športno-rekreacijskega centra v Jevnici. In pa seveda še potem druga sporedna infrastruktura po posameznih območjih, recimo igrišče tukaj na Rozmanovem trgu, otroško igrišče, potem je začetek urejanja enega igrišča krajevnega na Savi, pa potem urejanja krajevnih središč, recimo v Gabrovki, Zametki na Dolah in podobno. Zagotovo, bi rekel, ena taka dinamično leto, predvsem s pripravami na, se pravi, naslednjo finančno perspektivo. No, letošnje leto je zagotovo zaznamoval nas tudi obisk Vlade Republike Slovenije in pa srečanje vlade v medgeneracijskem središču Šmelc.
Zagotovo je bilo to tudi zgodovinsko srečanje, saj je bila to prva vlada, ki je imela svoje srečanje prav v mestu Litija, in pa predvsem tudi dejansko pripravljenost skoraj da vseh resorjev, se pravi ministrov, da so prisluhnili vsem problemom in težavam, s katerim se sooča naše območje, občine Litija. Nekatere rešitve oziroma dogovori so v izvajanju, nekateri pa še, zagotovo sem prepričan, čakajo na realizacijo in upam, da bo tudi iz teh zagotovil doseženo čim več v nadaljnji fazi. Župan, lahko rečemo tudi, da so uspešno delovali javni zavodi. V mislih imam predvsem te, ki so v lasti občine, torej kjer je občina Litija ustanovitelj le-teh. Morda še tu kakšen komentar, kako ste jih vi videli, kako ste jih doživljali? Ja, tudi javni zavodi in javno podjetje so se soočali z, težavami, se pravi ukrepi, ki jih je prinašala korona. Zagotovo, saj kar se tiče šol in pa vrtcev, pa tudi, se pravi, knjižnice in tako naprej, so bile določene težave, kjer vsaj na začetku leta, ko so te ustanove še delale samo na daljavo. Zdaj, v drugi polovici leta, mislim, da je tukaj bil le narejen, pomemben premik k temu, da se pravi, lahko izvaja pod določenimi omejenimi pogoji svojo dejavnost. Zelo pomembno se mi zdi, da so tukaj to izvajanje, se izvaja pouk direktno v šolah. Sicer določena razredi občasno prihajajo v karanteno, ampak ni pa zaznati glede na obseg epidemije, da bi dejansko bila zadeva tako, kritična. Tako da mislim, da tukaj šole, vrtci dokaj uspešno izvajajo svojo dejavnost. Tudi, se pravi, prilagoditvi razmer se je zelo, ustrezno odzval Zavod za kulturo, mladino in šport za svojo dejavnostjo in poskuša, v okviru možnosti, ki so na razpolago, izvajati čim več programov na, se pravi, svojem področju, na področju kulture, kakor tudi, se pravi, mladih in pa tudi športa. No, seveda iščete tudi sistemske rešitve, kako bi določene dejavnosti bolje in bolj organizirano delovali. Pred kratkim ste zdaj uredili koncesijo za področje turizma, s katerim se bo ponovno ukvarjal Razvojni center Srce Slovenije. Vemo, da v preteklosti so to že počeli. Župan, je to v redu odločitev po vaše? Vidite tu neko prednost? Ja, glejte, jaz mislim, da se je občina že pred leti, kakšnimi 5 leti nazaj, zavestno odločila, da je zeleno, trajnostno naravnan turizem. Mimogrede tudi v letošnjem letu je občina dobila certifikat podaljšanje, se pravi, bronasti znak pri razvoju turizma, tako kot zelenega turizma, in to nam kaže eno priznanje, da smo na pravi poti pri svojem delu. In z, vztrajnim delom pri razvoju turizma mislim, da smo v tem obdobju naredili velik korak naprej, želimo ga narediti pa še večjega. In prav z, se pravi, podelitvijo koncesije Razvojnemu centru Srca Slovenije želimo nadgraditi, možnost hitrejšega razvoja turizma, se pravi, predvsem tega posebne, specifične ponudbe, ki jo v tako imenovanem turističnem trikotniku Geos, Sitarjevec, Oglarska dežela, se pravi, reko Savo, lahko v tem zelenem turizmu ponudi naše okolje. In prepričan sem, da za maksimalno povezanost na tem področju lahko dosežemo zastavljene cilje. Bi pa mogoče, ker smo že pri tem segmentu gospodarske dejavnosti,
poudaril še mogoče en vidik, eno področje, s katerim smo v letošnjem letu začeli intenziven, bi rekel, dialog in pa razvoj, se pravi, kako tudi naše gospodarstvo, litijsko gospodarstvo čim bolj vključiti v možnost pridobivanja sredstev v prihodnji finančni perspektivi, tako sredstvom pravičnega prehoda, se pravi premogovnih regij, kamor v okviru Zasavske regije sodi tudi občina Litija, kako tudi iz programa okrevanja in pa drugih ukrepov. Skratka, uspešno leto, če potegnemo takole črto, ne, kljub vsem težavam, kot sva že omenila. Pričakovanje za prihodnje leto, župan, na kratko morda? Jaz bi najprej se zahvalil vsem občankam in občanom, pa seveda vsem inštitucijam za sodelovanje, za res podporo in dobro delo pri izvajanju načrtov v letošnjem letu. Zdi se mi, da je to, bi rekel, medsebojno sodelovanje predpogoj za dobro delo in pa za tudi doseganje, bi rekel, ciljev, ki si jih skupaj zastavimo. V prihodnjem letu pa si predvsem želim, da bi dejansko lahko realizirali tiste najbolj ključne cilje, ki so pred nami. Se pravi, da dobimo in da grejo malčki v nov vrtec Najdi Hojca, da se lahko zapeljemo po kolesarski povezavi Litija-Kresnice proti Ljubljani in da je to tudi ena dodatna ponudba, ki je naše območje lahko poda, da začnemo z gradnjo šole v Hotiču, pričnemo z gradnjo kanalizacije v Kresnicah in pa vodovodnih sistemov. Predvsem pa, da bi našli tudi dodatne, bi rekel, možnosti za to, da država končno spozna, da je litijska železniška postaja, se pravi, vredna, bi rekel, glede na dnevno migracijo občank in občanov preko, se pravi, te železniške postaje, posluha države in da tudi to investicijo, se pravi, ne samo ureditve postaje, ampak tudi druge infrastrukture, parkirišča s park and ridom umesti kot, bi rekel, državni projekt. No, sicer vemo, da je prihodnje leto volilno leto. Jaz upam, da te volitve na katerem koli nivoju ne bodo zmedle teh načrtov ali jih upočasnile. Vsekakor se vam pa zahvaljujem za današnji pogovor. Želim vam vse dobro. Vidijo se prihodnjič in do takrat srečno. Hvala lepa tudi vam in pa vse dobro želim vam in pa spoštovanim gledalkam in gledalcem.